V redu, dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli nazaj v novi epizodi pri poslušanju naše dotikalnice oziroma tangente. Z vami smo spet klasično vsi štirje tangentniki. Ne? Z mano je tukaj Janez, pa Manca, pa Iva, Živjo. Se pravi, v bistvu Manca je prvi zdaj po... Ja, v bistvu je. Po eni pauzi. Po eni pauzi. Po veliki pauzi. Po veliki pauzi. Tako da ja, danes bomo malo spregovorili o našem dojemanju Boga, ne, spravi o podobi Boga, kot jo mi vidimo v naših vsakdanjih življenjih. Moramo še malo na to področje jeti, ne, se mi zdi, da to sezono smo zelo veliko govorili o najrazličnejših stvarih, ne, se pravi, imeli smo vse od kaj smo že imeli, od humorja pa do nabijanja krivde. Pa do nabijanja krivde, ja. Obžalovanja in tako. Ampak je prav, da spregovorimo še malo o tem, ja, kako mi... O počelu bivajočega. Počelu bivajočega, ja, v bistvu. Kako ali najviše bivajočega, kako se... Že ne vem. No, sem že veze. Ja, kako mi razumemo Boga, ko živimo naše vsakdanje življenje, kako se nam mogoče javlja pri stvareh, ki jih čistko delamo vsak dan rutinsko in tako. Ne. Meni je bil zelo zanimiv ta čista, že tako en tak začeten precept, no, ki sem ga najdel pri samu sebi, ko sem malo recimo gledal nazaj, kako sem včasih razumel Boga, ko sem bil recimo še mlajši in kako se zdaj, mislim, kakšen boj trenutno poteka na tem področju, ne? Kako razločiti, kaj Bog zame je. Recimo, jaz sem imel zelo veliko tega, ko sem bil otrok, ko sem bil, ne vem, še tako v osnovni šoli, tam nek nasred, veš, tako v smislu, da Bog zdaj meni naroča stvari, ne? Da zahteva od mene določene stvari, da jih moram narediti, ker če jih ne bom naredil, se bo zgodil to in to in to in to bo slabo. Ne? Recimo, zmeraj je bilo tako, pač, ko sem recimo molil, ne, sam zase, je bilo zmeraj tisto, nekaj mi je govoril v glavi, no zdaj pa še eno zdravo Marijo še za tega, pa še eno zdravo Marijo pa še za unga, ker če ne boš tega naredil, poj nekaj ne bo v redu in ne vem kaj, in jaz sem si te pritiske, sem jih sam vsebi izvajal, recimo, ne, in mi je šlo čez že kar malo na živce to in sem se res spraševal, to mora biti tako, a je to tako zastavljen, ali kaj je fora, ne. Sam, ne vem, nisem bil pa tako, a veš, tisto, ne vem, kaj bi rekel, pameten, kaj, da bi nekomu povedal te stvari, ne, da bi se mogoče pogovoril s kakšnim duhovnikom in bi mi potem on lahko razložil, kaj je poanta vsega tega, mislim, zakaj se mi to dogaja, zakaj to tako razumem, ne, kot Boga, kot nekaj, čemur moram na vsak način probati ugoditi, ne, in narediti vse, kar mi pravi ta glas tukaj noter in tako. Ne. Ja, najbrž smo pa tudi percepcijo tako, neko breku, ampak da se iz istega razloga tudi nisi upal pač koga vprašati o tem. Mogoče, ja. To bi bilo čisto verjetno. Tako. Ja, meni je tudi to zanimivo, kako v bistvu se spreminja dojemanje Boga. Ne. Pač gre neke vrste za en odnos, ampak en odnos, ki je zelo intimen, v bistvu lahko bi rekel še najbolj intimen, ne. Pa tudi zelo specifičen, ne. Ker je onkraj fizičnega, ne. Se pravi, nimaš nekoga, ki ga tako vidiš pred sabo. Ja. Ampak nekako, kako ga zdaj spet začutiš, ne, je eno vprašanje. Ampak kako ga dojemaš, ne. Tako da se mi zdi, tle bi bilo izredno zanimivo iti mogoče nazaj na to biblično dojemanje, ne. V prvi Mojzesovi knjigi imamo to, da Bog ustvari človeka po svoji podobi, ne, kot moža in ženo, ne. Kaj pravzaprav to pomeni? Zakaj jih tako nastavne? In se mi zdi, recimo,
prav vprašanje te podobe Boga je izredno zanimivo, pač, če pogledamo Jude, ne? To je bil unikum, da oni niso delali podobe Boga. Ne? Pa se mi zdi izredno pametna zadeva, ne? Ker je on kraj tega. Ne? Ja. In ti mogoče klih s tem, ko narediš neko podobo, pa pustimo to, ne, da podoba, pa da v bistvu je bilo nesmiselno delati eno rezano podobo, če je že Bog sam ustvaril eno podobo, ki je človek sama. Ne. Ampak tu, če imaš eno podobo, ki odseva en del neke resničnosti ali pa ene skrivnosti, ne, ga lahko hitro zreduciraš samo na tisto. Ne. Ja. Veš, se mi zdi tak zelo pameten princip, ne, da se ne dela ene podobe, ne, ker se lahko vežeš na to in potem ti lahko tudi zelo zreduciraš sam na en določen aspekt. Ne. Tudi, ko se mi zdi že to kot kristjani, ki imamo to trojico, ne, Bog, ki je eden in trojedini, ne, je izredno kompleksno, ne, ni tako lahko dorečiti. Ne. Saj je zadnje čase zelo doživljam, če govorimo o eni sami specifični osebi, se mi zdi, da je kot da bi tako zelo grobo, zelo nenaravno, kot bi sekal. Ne? Govoriti samo o Svetem Duhu. Ne moreš govoriti o Svetem Duhu, če ne govoriš o Sinu pa Očetu. Isto ne moreš o Sinu govoriti, če ne govoriš o Očetu pa Svetem Duhu. Tako da so to izredno kompleksne stvari, ki jih pa spoznamo tekom življenja. Ja, si gradimo v bistvu. Se tudi isto. In tudi podoba Boga se mi zdi, da se tekom življenja vedno prečiščuje, izgrajuje, izdeljuje. Ja, to je to, ja, ki pač ne moreš ga zaobjeti. Ne. To itak ne, ampak neko podobo si pa pač moraš ustvariti, sploh recimo, ko si otrok. Ne, pač do tega, po mojem mnenju, itak avtomatično pride. Ne. Ko si recimo pri verouku in poslušaš o Bogu in tako si. Tudi, ne vem, mislim, da gre tudi pedagogika v tej smeri, ne, se pravi, da je treba otroku, da se otroku najlažje idejo Boga predstavlja na tak način, da se ga pač z nečim primerja, recimo. Ne. Kar je lahko seveda tudi zelo tako nevarno področje, po mojem, ne, zato ker je tako, ne, to se mi je zdaj zanimivo. No. Recimo, pa če rečeš otroku, ne, Bog je recimo kot tvoj oče, ne, kot imaš ti očeta. Ne. In zdaj, če otrok prihaja iz ene take bolj problematične družine, ne, pa je to, ima takoj neke svoje vplive lahko na to, kako potem otrok Boga razume, po mojem. No, se tako, kot sem rekel, ne, se pravi, ti zreduciraš tudi v tem smislu Boga na podobo očeta, ki je pa tudi zreduciran samo na lastnega očeta. Ne. Ja. A veš, očeta nam Jezus razodeva, ne, ker prej tega ni bilo, ne, ki pa je pa tudi onkraj te človeške izkušnje očeta. Ne. Zanimivo, ko si rekel to na otroškosti, pa v otroškem pogledu se mi zdi prav Pavel tudi izredno v prvem pismu Korinčanom 13, ne, tisto. Ponovadi se bere to za poroke, čeprav govori prav o krščanski skupnosti. Zelo specifično, ne, če ga v celoti gledamo. Ko sem bil otrok, sem mislil kot otrok, na to sem pustil kar je otroškega. Ne. Se mi zdi tudi prav ta vidik enega naravnega. Ja. Razvoj, ne. Gre čez čas, itak imaš tudi življenjsko obdobje in potem v različnih življenjskih obdobjih različno gledaš na to. Ne. Kaj pa ne moreš reči, da je pač otroško gledanje kar neki. Ne. Se mi zdi, da včasih je tudi se dela mogoče napako, ker so vse po otroči. Ne. Jaz mislim, da otroci so veliko bolj dojemljivi za kakšne večje razsežnosti pa skrivnosti kot mi odrasli. Ne. Okay. Kaj jim je mogoče čisto naravno. Ne. Mi se mogoče pa malo probleme delamo. Ne. Tako da... Kako sta pa kaj vedve šle skozi? Se pravi, čujem, da sem vam odpadel. Ne, se je čisto super.
Ne, jaz se drugače večini strinjam tako s tem, kar je Peter rekel, pač, da se razčiščuje no, se sta oba to povedala, no? Da se razčiščuje po obdobjih, ker jaz se pač prav spomnim, da sem nekako imela zelo veliko krizo tam okrog Birme, malo po Birmi mogoče, ker ni v bistvu vezano bilo pač samo izresno na podobo Boga, ampak v veliki meri tudi na to pač v smislu, kdo je Bog do mene in kaj sem jaz v bistvu pol Bogu oziroma kakšen bo zdaj ta odnos, a ne? Ker prej se mi zdi, da je bil nek tak šolski, a ne? Pač ja, vzgajali so me, da je to dober, pa mislim, ja, da Bog je dober in da skrbi za nas, a ne? Ampak ne vem, pol pa, ko imaš tudi sam že nekaj izkušenj, pa mogoče tudi niso vse dobre, a ne? Pa si pol tako, ja, okej, če je pa dober, zakaj se mi pa potem to dogaja, ne? Pa zakaj ne bi bilo tako, kar si jaz želim, mislim, sej pač to je moja ideja, pa se mi zdi čist fina ideja, zakaj zdaj to ne more iti skozi, ali pa zakaj se mi je zdaj to ponesrečilo. In se mi pač zdi, ja, čist fino, da, oziroma prav, da se na ta način nekako razčiščuje, a ne? Mogoče ne sam podoba Boga, ampak tudi podoba najnega odnosa. Zato, da pač si res lahko, se mi zdi, da nikoli ne boš dojel, kdo Bog je, če tudi ti ne boš iskren s tem, kdo si ti v pač odnosu do Boga in do drugih, I guess. Tako da pač ne vem, meni se predvsem to, da se prek izkušenj potem ti razodeva oziroma ja, nekako spreminja tvoje dojemanje tudi v smislu, do kakšne mere ima vpliv na tvoje življenje. No? Pa kako si tudi sam potem ti odgovoren. Ne vem, kaj prej je bil tako, ja, Bog, ne vem, se mi zdi, da zelo otroško dojemanje, ja, Bog je pa vse mogočen, to pomeni, da pa zdaj bo zamahnil čarobno palčko in mojih problemov ne bo več. Ampak se mi zdi pa s časoma potem pa tudi pač dojamaš, da za kakšne probleme ni čarobne palčke in se moraš tudi ti malo potruditi, ampak ti pa Bog na drugačen način pomaga. No? Da, v tem smislu. Ja, in takrat je po mojem tudi težko razumeti, ne, zakaj so se določene stvari zgodile, ne, zakaj te stvari mogoče niso toliko lahko rešljive ali pa sploh niso rešljive. Ne. In ne vem, ne, pač pa lahko v tem vidiš čisto krivico in se ta podoba Boga kot enega čarovnika ali kaj, ne, ki zmeraj hoče biti samo dober in je dobrotljiv in tako, a ne se kar naenkrat podere in ti pravzaprav ni več jasno, kaj se pravzaprav dogaja, kdo zdaj je Bog. Ne. Ja, jaz sem imela tudi pač to presek s to otroško izkušnjo. Po mojem tudi tako pol mogoče srednja šola bolj, ker prej sem bila vedno, tako kar si že ti rekel, ne, tudi kar se tiče tega odnosa prek molitve, da delaš nabor oseb, ki jih priporočaš Bogu, a ne, in vem, da zvečer sem prav imela, okej, sem šla Jana, Martina, Rabi, aja, dedi, aja, tam so pa stric, teta, bratranci, stara, pač tako, ne. Nabiraš točke, ne? Nabiraš točke, ne, in pač nočeš, da se nobenemu nič hudega ne zgodi, no. Pa, kar si tudi ti rekla, Iva, potem ta čarobna palčka, ne, da ni Bog, da je vsemogočni, ne, ampak kako bi to rekla, da ni on tisti, ki rešuje naše probleme, oziroma ja, sem potem to preskok naredila, da sem dala v spredje to dejstvo, da je Bog dal nam svobodno voljo, da se pač odločamo in
če nam to da, potem vsako odločitev, ki jo naredimo, smo mi odgovorni za njo, se pravi, to pol za sabo tudi posledice potegnejo, ne? Tako, ne? Da v bistvu sem jaz tukaj, delam stvari, pač se je Bog za mano, ne? Me spodbuja, usmerja v določenih odločitvah, ampak na koncu ne bo on me prišel ne bo nekaj me bo prišel odrešiti, ne, ampak ne bo prišel na mesto tebe naloge napisati ali pa testa. Ampak to je izredno zanimivo, kar pravite obe dve. Če gremo spet nazaj na Genezo, ne, prvo Mojzesovo knjigo, kot se v Sloveniji reče, je pač prav kaj to pomeni, da je Bog ustvaril človeka po lastni podobi, je prav zato, da ima nekoga, ki z njem sodeluje, se ustvarja. Ne? Se pravi, je podoba Boga na zemlji. Prek človeka se združuje ta nebo in zemlja na ta način. Ne? In pač prav ta tragika človeka je v tem, da on misli, da sam brez Božje pomoči lahko naredi boljša, ne? Pač, da bi bil kakor Bog, ne? Pa je ta skušnjava. Pol tekom Stare zaveze vidimo, da pač da smo kar bogi brez Boga. Ja, da pa tudi vse, kar probamo na koncu, če ni z enim, se vse izjelovi. In se mi zdi, da je prav v tem čar, ne? Da z neko odgovornostjo pristopamo do stvari, do stvarstva, da gradimo odnos z Bogom, ne? Ki pa spet ni tak utilitarističen, ne? V tem smislu, zdaj bom pa z Bogom, zato da bom srečen, da bom vesel, ne? Ampak ni samo to, ne? Je tudi del tega, ne? Ampak ni cilj to. Cilj je, da v sodelovanju z Bogom in so ljudmi gradimo eno skupnost. Sej, če gledamo, zakaj je Kristus prišel na svet, ne? Da v znanju Božje kraljestva. Ja. Ampak nam je izredno težko to dojemati, ne? Ker imamo te podobe, ne vem, tako čisto naravno človeško, ne? Se postavi se prav en Bog z magično palčko, ne? Pa je en Bog, ki ga briga, ne? Na začetku frcne tisto frnikolo, da pride do vzrokov, da se vse začne gibati, pa je pa tam odzad pa gleda, ne? Ali je pa tak Bog jezen? To, ja. Ki skozi kaznuje. Zelo moralističen, ki ti skozi gleda pod prste. Ja, hoče zelo manipulirati s tabo. Ti nabija krivdo. Nabija ti krivdo in tako. Ja. Ampak to ni krščanski Bog. In izredno zanimivo je, saj jaz, ko zdaj gledam nazaj, včasih s kakšnim, ki mu ni blizu vera ali pa je celo odklonilen do nje, ne? Začneš debatirati, ne? In pa reče, ja, Boga ni, ne? In to te tako, včasih se kar malo prizadeti, kako da ni, to pa nemogoče, kaj zdaj moja izkušnja to potrjuje, ne? Ampak pa, če bi pa malo začeli se pogovarjati o konceptu Boga, bi jaz mislim, da bi hitro na isto valovno dolžino prišli, ne? To ni ta Bog. Ta Bog ne obstaja, imaš prav, ne? Ja. Je tudi tako zanimivo, ne? Kako tudi tisti, ki negirajo Boga, imajo eno podobo Boga. Ne? Ja. Zdaj, če ne bi imeli kaj za negirati. Tako je, ja. Ampak ja, tudi to, ampak se mi zdi, da tudi samo negiranje Boga oziroma vere, se mi zdi, da imajo večina odklonilni odnos do same cerkve kot skupnosti, se mi zdi. Mogoče ne toliko do samega Boga, ampak ampak projecirajo pač, zdaj bom spet vrnil nazaj na to, da je človek podoba Boga, ne? Projecirajo prek tega, kar vidijo, da kristjani ampak jaz sem imela tudi to izkušnjo, to sem hotela še prej reči, ta izkušnja dojemanja vere v skupnosti, a ne, če te Bog spodbuja, da si dober in dober do vseh oziroma pač kakorkoli, ne, zakaj se pol v sami krščanski skupnosti, cerkveni skupnosti pride do nekega kleša med kristjani oziroma
zakaj pride pol do nevoščljivosti, bla, 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 bla. Mislim, vem, da smo vsi ljudje, ne, v svojem bistvu, ampak a me razumete? Se pravi, vprašanje zla, ne? Na nek način. Kako kljub temu, da človek, ki ne bi delal za dobro, se tudi za dobro, mu na svojega vedno, ne? Ja, mogoče veš. In pač pol tudi, da se ti ne počutiš več ok v tej skupnosti, ne? Ja. Da imaš problem upravljati funkcije neke znotraj te skupnosti. Ker je tako malo hipokritično. Ne? Mislim tako, po eni strani ti bi mogel živeti po nekih krščanskih načelih, ampak na koncu pač v bistvu vsak oziroma pač lahko pogrne na tem, zaradi tega, ker ne vem, dokončno dober je v bistvu res samo Bog in mislim, mogoče pa tudi malo ta predstava, da v krščanskih skupnostih pa pač ne bi smel biti problemov, je pa tudi malo napačna predstava. Ja. Ali, čeprav po moje tudi ni napačna brez razloga, ker se mi zdi, da je tudi vse tak jaz občutek, pa ne vem, če imamo o tem niti do znanja ali pa izkušenj, ampak da je pač tudi cerkev probala nekako predstaviti krščanstvo kot neki tako, kot neki ideal, ampak tako nezmotljiv in idealen, ne znam tako gledati. Ne, razmišljam. Vse je moralistično. Bolj moralistično vidik, V samih začetkih, mislim. Začetki, mislim, deloma zgodovine, ne, ali pa je to, tudi to je vprašljivo, ne. Je pač... Koliko imamo mi realno predstavo o zgodovini, ne? Tudi to, Ja, to je ena stvar, ne. Drugo je pa itak to, da se pač časi spreminjajo, ne, in pač naloga cerkve je prav to, da te čase preuči, da jih prebere, ne, da jih in da ve, kako se potem, da ve potem, kako se ljudem prilagoditi pravzaprav. Recimo, vse apostolska dela ne bi bila tudi, kakor mi znano, ampak ne me za besedo držati, ne bi bila s tem namenom napisana, ne, da predstavi en ideal, kateremu ne bi sledili. Če bereš Pavlova pisma, to niso bile idealne skupnosti daleč od tega. Ne. So imeli konkretne probleme. In Pavel karakter, ki je bil, to se je razjezil. Ne. Tako da, mogoče imamo mi tudi v samih svetnikih, pa kaj tem, eno izkrivljeno podobo, kaj cerkev, ne. Sami pričakujemo mogoče nekaj nerealističnega. Ne. Ker je pa tudi vprašanja zla, ne, kako se Bog sam sooči s tem, ne. Pač gre na križ, nekaj absurdno po svoje. Za Juda je škandal, za Grke je absurd, ne, ampak daje smisel tudi enemu trpljenju. Glih s tem križom, ne, v bistvu zanika čarobno palčko Boga. Ja. Bog ni čarovnik. Meni je zelo blizu zadnje čase ta podoba stvarnika, ne, ki nenehno ustvarja, ne. Se pravi, se je tudi branje nekako trpljenja pa križa postajanje v tem smislu, ne, nova kreacija, ne, nadaljevanje stvarjenja in iz kaosa delati en red. Ne, se pravi. Popraviti tisto, kar se je bilo, kar se je malo zapacal, pa... To je tako nekaj, ki je v stari zavezi, nekaj Ezekiel, mislim, da, ko govori o ovcah, pridem in lačne žene napojim, ranjene obvežem, izgubljene pripeljem, ampak da me držati za besedo. No. Mislim, imaš poln teh, tudi v stari zavezi, enih teh podob Boga, ki so zelo lepe, ali pa mesijanski te deli Izaija, ne, to je človek bi kar poslušal. Ne. Kljub temu, da ko bereš staro zavezo, imaš pa doskata, kakšen Bog je to, ne. Pa da bo kaznoval, da bo se pobil, pa se premislil, kako ne. Te preizkušnje. Ali pa tudi to, dal ti bom tisti narod, da ga pač premagaš. Mislim, kako zdaj, če nisi ti Bog, mislim.
Ja, A nisi vse usmiljen, ustvaril, ja. Ja. No, ker Izraelci so brali tekom zgodovine tudi pač to božjo prisotnost, kako deluje. Ne, In tudi na njihovo dotično skupnost. Ne? je pa na njihovo zgodovino. Ne? Ja, no, sej mogoče tudi to moraš vzeti v zakup. Ja. In tudi, če gledamo, recimo, kako so gledali na stvari včasih, kralj na nek način je bil tudi sam po sebi božja podoba. No, vemo, eno božanstvo na pol. Ne? In če zadnjič poslušam podcast The Fall of Civilizations, in zanimivo, kaj naredi eno korelacijo, ki jaz se prej nisem nikoli tako dojemal. No? In on pravi, da mislim, da je bila bronasta doba. Konec bronaste dobe se tako zgodi kar naenkrat. In da takrat zgleda je bila eni kot kaj ne vrste vikingi, ki so ropali ta mesta in kaj ne vrste gusari, ne? In noben ne več istočen, ki so bili, ampak ne vem, koliko civilizacij padlo zaradi tega. Ne? In takrat je bila tudi ena ogromna suša, ne? In takrat je bil tak tudi en, v bistvu se začel revolucije, ne? Lej, bogovi so dopustili našega kralja, zdaj nima smisla, da ga sploh mi poslušamo. Ne? In se pravi, tudi en tak kulturni pojav, ne? Ali pa socialni, ne? Zato hočem povedati, ne? Zato so brali najbrž, da takrat, ko so zmagovali, je bila ena božja prisotnost, ne? Tisto, ko pa so šli v suženstvo, pa je bilo trpljenje, pa suše, to pa pomeni, ok, nekaj smo narobe naredili, da smo Boga razjezili. Ja, ne? Nekaj smo narobe naredili, se pravi, ok, da se vrnemo v Gospodu, ne? Se pravi, kaj je to, njegov način komunikacije? In tako so ga dojemali, Ja. zdaj, če je včasih se nam zdi malo tuj, ampak tako so ga res dojemali, ne, takrat. Ali pa že sam to, ta voditelj, da je dan, ne vem, sploh pač za časa absolutizma, ne? Ja. Da je to voditelj združen z Bogom, v bistvu je skoraj že voditelj, a ne to pač posvečene kraljev, ne, ki so imeli. Je pol tudi ta vprašanje, pač Bog vodi pol državo na nek način, ne, in se pomeša vse, ne, dojemanje Boga na ta način. Ja, pa spet kakšna podoba Boga je kle, ne, a je v bistvu zlorabljen Bog na nek način? Ja, no sej, ja. Ni ta več ta spiritualna nota Boga, ne, ampak je nekak Bog voditelj. Je to res ta Kristus kralj, ki umiva noge, ki gre na križ, ali je to Ja, no sej, in po mojem, a veš, če pogledaš potem sploh Francija kot dežela, svobodna dežela, mislim, nedefinirana za vero, ne. Mogoče je tudi to, ena reakcija. ker so imeli negativen odnos s kraljem, ne, do kralja, do monarhije, pač dober sej. Kako so potem to preinterpretirali, ne, odklonilen odnos do Boga, recimo, no, sej. Je vidno, ne, da se da hitro to podobo Boga prilagoditi temu, kar pravzaprav sam hočeš v njem videti. Ne. Zdi se zelo taka, veš, ta podoba je zelo taka fleksibilna nekako, ne. Yeah. Ampak kaj pa je prav? Ne, mislim, kaj ta podoba je, kaj bi morala biti pravzaprav. Ne. A je to, ne vem, nekdo, ki nam govori, kaj je v življenju prav in kaj ni, recimo, ne. Kot nek moralni smerokaz ali kaj takega. Kaj je pravzaprav naloga Boga, mislim naloga, kaj je njegova funkcija v naših življenjih? Ne? A veš, sorry, sam nazaj bi šla. Zdaj sem mi nekaj porojilo v glavi. Da v bistvu že sam Jezus odklanja to podobo Boga kot nekaj političnega. Ja, da to ni Bog, ne. Ja.
Sprav, V smislu, kar so ljudje pričakovali, politično odrešitev. Ja, politično odrešitev. No, jaz mislim, da ni bil bolj politično tudi, ja. angažiran kot nek Ja, predstavnik. čeprav je pa politične njegove dejanja pa so imele politične posledice. to je zraven prišlo. Ampak Ne? ni bil Ni pa kot samo jaz, to, ne. Jaz sem tukaj, da vam to povem, to je bla, mislim, a me razumeš? Ja, Božje kraljestvo ni en političen projekt, je on kralj. Ja, ne, pač Ja. je odklanjal, to ni Bog. Ja. No, se to je po mojem dosti tako, veš, tisto skušnjava pravzaprav, ne. Stran pot v interpretaciji, v smislu, da je prišel sploh, veš, v duhu teh splošnega dogajanja, ne, znotraj te naše, da moramo reči, zahodne družbe, ne, kar se dogaja tukaj politično pa na družbenem nivoju, se doskrat to mislim, da tudi potem pač namerno meša še v biblični nauk, oziroma pač v krščanski nauk, v smislu, da je Jezus pač pravzaprav prišel spodkopati te nepravične sisteme opresije in tako naprej, ne, in da je bil pač odrešenik samo z tega vidika in tako, ne. Ja, je pač pokazal drugačne principe za življenje, ne, ki so bili kontra tem, ki so bili pač kontra temu, kar človek v svoji zmotljivosti naredi. Ne. No, se je sam rekel, da ni prišel uničiti, ampak dopolniti postavo. Ja, dopolniti postavo, ja, se to. Ne. No, ampak ja, čisto, ja, ta politična komponenta se mi zdi, da je včasih tako, ne. Ja, taka skušnjava. Je to ena redukcija spet. Ne? Ja, redukcija, ja. Kjer pa spet, ne vem, lahko izgovor, da najdeš en sistem, kako se sam rešiš, ne? Eno utopijo zgradiš, zdaj pa vse v redu, sistem bomo naredili perfekten. Pa to je že ideologija, ne? Pa ni prostora za odnos. Ja, prej si govoril o temu, ne? Če kakšna je prava podoba. Mislim, da je tako, veš, funkcija pravzaprav, ne. To pa je zdaj. Kdo to je, ne? Kakšen ima... A je to en stric z brado? Ja, jaz sem si ga vedno kot modreca predstavljala. Ja. Tako, iz kakšnih fresk. No, pa smo spet pri podobi Boga, ne? Kako smo si ga ustvarili, kar si prej rekel, ne, da ljudje nikoli niso razljali podobe, ne glede zaradi tega, da ne bi prišlo do redukcije, ne, po drugi strani imamo pa cerkve, ne, kjer je pa ogromen poslikav in dober. Za Jezusa pač lahko približno rečemo, kako je izgledal, ne, ker je bil pač človek. Ne, blond z modrimi očmi. Ja, veš, da. Ampak Bog je pa vedno, mislim, nek starec z brado, ker pač verjetno pač najbolj simbol za modrost pa neko tako dobro vodenje ali nekaj, mislim, po moje bi ga najlažje s tem upodobili, no. Ja, in pa so vse te stvari, ne, zakaj se je nujno ta podoba razvila, ne, v podobo moškega, ne. Zakaj ni to ženska, recimo, ne. Je zanimivo, ne. In pa ima človek spet te svoje, ne, neke krivice, ne, ki jih potem to prenaša, čeprav da sploh ni relevantno. Ne. V hebrejščini, recimo, je Ruach Elohim, ne. Ja. Božji duh je ženskega spola. Ja, evo, ne. Ampak sej to na vse zadnje sploh nima toliko zveze, ne. Pač jaz mislim, da nastanek neke podobe je bil pravzaprav za človeka nujen, ne, da si lahko res lažje te stvari predstavlja. Ne. Ker če si ne moš predstavljati, kako boš imel odnos sploh. Ja, se še to. Čimerkoli, ne. Ja. Človekovo doživljanje je človeško doživljanje je zelo senzibilno, ne. Moraš videti, moraš začutiti. Se to, ja. Da je to pa v bistvu bilo nujno zato, da si ti lažje nek odnos vzdrževal. In te lastnosti, ne, ki potem izhajajo iz razodetja Boga, ne, so bile pač tiste, ne, ki so se najbolj usporejale z lastnostmi enega starega, modrega moškega. Ne. In to pravzaprav, ne, konec koncev tudi ni toliko pomembna stvar, ne, zato ker pač Bog je nadspolna kategorija, ne. Nima nobene veze, to je človeško. Ne. Ni moškega, ne žensko. Ja, se to, ne. No, čakaj, kaj si ti prej začel, kaj sem da jaz to grdo prekinila?
kakšna je Ja, pač v bistvu vloga pravzaprav, ne, pač vpliv na naše vsakdanje življenje. Ja, mislim, da ima to vpliva, kar mu ga daš, oziroma kar mu ga pustiš. Pač, lahko si rečeš, čau, se vidimo, ko se vidimo, ker enkrat se verjetno boja. Pač me ne briga, lahko ti to nekaj pomeni, ampak ja, to je pač spet odvisen potem od tega, kakšne izkušnje si imel z Bogom, tudi skupnostjo, ki predstavlja tega Boga, ne. Pa tudi, mislim, kako ti sam gledaš na svet, ne vem, pa nase konc koncev tudi, ne. Mislim... Zelo deep. To se mi zdi dober point, ne. Se pravi, koliko mu ti dopuščaš. Ker to svobodo imaš, ne. Ja, to je tisto, mislim, sej Bog v bistvu ne rab zato, da obstaja nobenega, ki bi van veroval, ne. Ja. Pač tako da, če, mislim, prisilste, pa tudi tako noben ne more, da bi veroval. Ne gre, pač, ne. Mislim, če te je nekdo prisilil, potem se mi zdi, da sam sebi lažeš, ker to ni tisto, ne. Mislim, ni to pristen odnos, tako da po moje gre res za to, da te nekaj nagovori, pa argumenti po moje tukaj tudi ne pomagajo. Mislim, se mi zdi, da ne moreš nekoga prepričati v to, da bi začel verovati, pač dejansko te more nekaj nagovoriti, se te dotakniti, ne. To je pač čisto, konc koncev je to pač osebna stvar, ne. To ni zdaj, to ne more biti zmeri tisto predmet neke debate, ne, za ali proti in kdor zmaga debato, ti smo prav. Ti smo prav, ja, in zdaj, če zmagam, boš ti veroval. Ja, tako je. Sej pri dobrih debatah nikoli noben ne zmaga. Ja, se to na koncu se itak. Na koncu imaš sam še več vprašanj. Ja, ne, tukaj je še nekaj več, ne, tukaj je pač osebno odkritje, ne, nekako se mi zdi. Spravi, imeli smo kar tako zanimivo debato, z velik pred sebi, velik zapleti, tako da je mogoče čas, da mi tudi to epizodo zaključimo, ne. Hvala vsem, da ste bili z nami, hvala vam za poslušanje. Upam, da ste uspeli kaj odnesti od tega, da ste uspeli tudi sami pri sebi mogoče, ne, da smo vas mogoče spodbudili, ne, k razmišljanju o teh zadevah, če v tem niste že sami veliko predelovali. V glavnem, ja, mi smo vam hvaležni za pozornost. Še preden pa se poslovimo, ne. Poslušate nas lahko na Google Podcasts, na Anchorju, na Spotifyju, ne. Na YouTubeu. Dostopni smo tudi na YouTubeu, ja, na kanalu Jezuitski kolegi. Tako, hvala tudi mojim trem kotangentnikom, ne. Nas pa čaka zdaj samo še ena epizoda za to sezono. Tako da vabljeni, da ste pozorni tudi na to in se potem slišimo naslednjič, ne? Do naslednjič, torej hvala še enkrat za pozornost in adijo. Živijo. Ja.